Ankete kažejo, da smo prehiteli Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko, da prehitevamo že LDS in zato pač razumem te pozive k odstopu, zlasti pa strani predsednice stranke LDS. Moram reči, da verjamem, da je težko, ko spremlja vsak dan, kako ji odhajajo člani stranke LDS in odhajajo nekateri v stranko Desus, nekateri v stranko Zares in v še kakšno stranko. Seveda, očitno želi s tem pozivom doseči nek preobrat v teh trendih. Moram pa reči, da ne razumem gospe Kresalove, zlasti zato, ker se smatra za dobro pravnico, za odlično pravno strokovnjakinjo, da ne glede na to, da še noben postopek, ki ga je vodil državni organ, ni ugotovil kakšno odgovornost z moje strani, pa ona že poziva, da ne odstopam zaradi nepravilnosti. Moram reči, da do tega trenutka noben državni organ, ne tukaj v Sloveniji, ne v tujini, ni ugotovilo pravnomočno kakšne nepravilnosti. Tako da tukaj se mi zdi, da kot pravna strokovnjakinja bi morala vedeti, da je eno od pomembnih načel pravne države načelo domneve nedolžnosti. Moram pa reči, da iz pogodbe za oklepnike 8x8 ni izšlo še nobeno plačilo, tako da tudi ne razumem tega stalnega ponavljanja, da je proračun oškodovan tudi za 50 milijonov evrov, pri tem pa ni bil izplačan niti še 1 evro. V zvezi s tem bi tudi želel komentirati to polemiko med ministrom Virantom in menoj. Tukaj se dostikrat pojavlja v javnosti mnenje, da naj bi na vladi kot minister za obrambo oziroma celo po vladi izsilil neke rešitve, ki jih je potem odobril tudi predsednik vlade. Moram reči, da to ne drži. Gre za to, sploh pa ne drži, da je to šlo mimo sindikatov. Gre za to, da branim pridobitve zakona o službi v Slovenski vojski. Ta zakon pač daje določene ugodnosti, ureja določene stvari drugače in kot sem povedal, ta zakon je sprejet bil v državnem zboru. Tako da tukaj ne gre za to, da bi jaz kot minister za obrambo delal karkoli mimo sindikatov. To so pač rešitve, ki jih je ta zakon prinesel in ki veljajo. Je pa ta zakon seveda specialen zakon, ker ureja pač zadeve povezane s Slovensko vojsko. V zvezi s tem naj povem, da so se z ministrom usedla prejšnji teden, bil je kar dolg sestanek, je več kot 3 ure, in v bistvu uskladila vse zadeve, razen ena zadeva je ostala, gre pa za zadevo, ki izhaja iz zakona o službi v Slovenski vojski. Jutri zjutraj imava na to temo sestanek. Če ne bo prišlo do rešitve, do nekega kompromisa glede te zadeve, bo pač na koncu predsednik vlade našel kompromis med obema ministroma.